Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Ja, spoštovani gospod predsednik države, nam je v veliko čas, da lahko tudi v teh razmerah, ki so trenutno v državi, naša volja in motivacija najde pot in vam predstavlja plamena miru, ki ga vsako leto sicer prižge najbolj priden otrok iz Avstrije in zaokroži po celem svetu, da jo lahko prinašamo tudi vam v predsedniško palačo, da prinaša mir. In upam, da s tem, ko širimo ta plamen, v bistvu pozivamo k nekemu sodelovanju, zato, kar se v bistvu trudite v naši državi. Želimo si, da bi kot skavti res preživeli bližino, kot pravi naša poslanica. Naš svet je povsem isti kot včeraj. Ta čas je le pokazal, kakšen je v resnici. Daleč smo si že dolgo in si od strahu ne upamo priti bližje. Zato vam prinašamo luč. Saj je luč tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas drugemu približa. Ko namreč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, ampak človek. Zato vam prinašamo luč, ki se je v božiču spustila med nas. To je naš korak bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo vam dati to luč, želimo vam biti ljudje. Sprejmite od nas in jo nesite naprej. Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega. Poiščite način, da jim pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot. Prižgimo luč, obdržimo bližino. Ta lepi praznik, da vam želimo vsem. Najprej, čeprav to luč sprejemam tradicionalno sredi decembra vsako leto. In to ne samo kot predsednik, temveč že prej. Se mi zdi, da letos pomeni dobesedno luč na koncu tunela. Vsi preživljamo danes čas posebnih preizkušenj, ampak imamo občutek, da zmagujejo plemenite vrednote in da bo na koncu tudi zmagala. Luč je na koncu tunela, ne samo zaradi cepiva, ki bo to zdravstveno krizo končalo prej in za veliko večino ljudi, ampak vse to spremlja vendarle v nekem ravnodušu, ki ga moramo priznati in ga upoštevati, vendar je tudi neko veliko upanje. Upanje, da bomo na koncu skupaj uspeli. Tukaj vidim veliko te medsebojne solidarnosti, pomoči, spodbude, vse tisto, kar nas dela ljudi, kar utrjuje našo človečnost. Zdaj, vi s tem simbolom nekako to samo počrtujete, poudarjate in sem vam hvaležen za to vaše poslanstvo, je pomembno. Rad bi sem zahvalil, ker ste tako ustrajni in vsako leto, tudi v teh razmerah, nekako ljudi navdihujete z vrednotami, ki delajo ta svet boljši in bolj človeški. Kar tako naprej, mi smo vam za to zelo hvaležni. Kot sem pa rekel na začetku, nikoli ta luč, pa je zdaj sprejemo, mislim, da 17. ali 18. pomembni položaj, ki sem pripravil, nikoli morda ni pomenila tako dobesedno neko luč upanja, luč na koncu tunela kot v teh razmerah. Prepričan sem, da je bilo to leto zelo posebno in tudi težko leto in da bo prihodnje leto olajšano. Leto olajšano. To ne pomeni, da bomo ostali brez skrbi, tudi brez strahov, brez stisk, te bodo, morda pri nekaterih celo večje kot letos, vendar pa se bomo rešili tega obroča, virusa, pustil nam bo nekaj več, veliko več prostora za to, da znova razpnemo krila, poletimo, znova vzdignemo našo ekonomijo in socialno kohezivnost. Bolj kot kadarkoli sem prepričan, da nas ta čas čaka prihodnje leto. In če sem za naslednje leto kdaj upal, da bo boljše, sem za prihodnje to absolutno prepričan. Hvala, da ste bili. Hvala tudi vam. Še sporočilo. Hvala. Zdaj, kolikor je lahko mogoče, se bo postavila sem.